Okay. Najprej navrni predstavitev. Kraj bivanja, študij, smer, prosti čas, hobi, s čim se ukvarjaš? Bomo kar kraj bivanja, v bistvu zdaj trenutno sem študenta na Tirševi, drugače skajam z Mahom, v Slovenski Bistrici. Študij študija je žensko oblikovanje izdelkov, kaj to pomeni, to je v bistvu produkcija oblikovanja. Gre se za razvoj izdelka v celotni meri, od ideje, potem do konca dokolice. Hobi, zadnje čase imam bolj malo časa za hobije, in službeno, in društveno, in tudi študijsko zelo zaseden, tako da bom rekel, največ se ukvarjam dejansko tudi z marketingom in malo z umetno inteligenco. To me kar zanima, kam gre se to začino mojega prostega časa. Drugače pa so tudi predsednik društva, oziroma prej si mi povedal, da si bivši predsednik društva IAESTE LC Maribor. Kaj to društvo sploh počne? Društvo LC Maribor oziroma IAESTE LC Maribor v bistvu skrbi za tehnično izmenjavo študentov, ki to pomeni, gre se za plačane prakse v tujini. Nam pridajo študenti, tehnične smeri, tudi ekonomske smeri se takaj najde. V bistvu mi poskrbimo za to, da v tujino lahko del potuje in dejansko delajo. Ne samo Erasmus, pač Erasmus je moja študijska zadeva, medtem ko IAESTE praksa je res usposabljena oziroma praktično dela. Veliko študentov tudi ostane potem. Imamo primer, naša članica letos se ostala na Norveškem, enega nazaj v Švico, nikoli v bistvu ostanejo tam. Nekateri več časa, nekateri manj časa, ampak to je glavno društvo, da nam nudi to možnost, da lahko gremo v tujino. Izpeljal pa si drugače že kar nekaj razvojnih projektov na področju gospodarstva. Ali bi lahko izpostavil enega, ki se ti zdi najpomembnejši, oziroma da si zanj vložil največ časa, največ truda? Najpomembnejši. Verjetno je bil to projekt za Game Motors, ki smo v bistvu na drugi stopnji v prvem letniku delali skute. Gre se v bistvu samo za dizajn skutera, ki smo v bistvu naredili in 3D model in pravi model, 1:1 velikosti, skupino smo zelo delali, tudi zmagali, takrat smo demali. Ker sem jaz tudi imel najmanj znanja dizajna, ker sem bil še nov, tudi noben pravzaprav ni imel, ampak smo se dobro znali, zelo kar tudi za pokazati največ in tudi za moj portfolio osebni največ. En tvoj izdelek oziroma dva izdelka sta pa trenutno v postopku patentiranja. Za katera dva izdelka točno se gre oziroma? Pri projektu BSK smo v bistvu razvijali en multisekovnik in je v bistvu, ne bi šel zdaj v tehnične detajle, je ena tehnična lastnost, ki smo v bistvu izboljšali, ena povezava, da se v bistvu lažje razreza ena čokolada. To je zdaj čisto tak. Ta drugega pa imamo zdaj v bistvu tu na podjetju, v Skalzi. Ni še zdaj izdelek na trgu, za aprilom pride izdelek na trg. Lahko pogledamo v bistvu res za eno inovacijo na področju piknika in v bistvu za princip zategovanja prahu. Ena zelo mala stvar, dejansko smo z razvojem iskali isto rešitev in nismo najdli, smo nekaj sami naredili. Zdaj mi dali tudi patent in vložili neka osnovna zaščita. Trenutno pa delaš kot produktni menedžer v podjetju Plastika Skaza. Kako si sploh prišel do tega položaja? So vsa tvoja društva, v katerih deluješ, si deloval pripomogla k temu ali je bila bolj to formalna izobrazba? Dejansko sem zelo pripomogla. Projekt pri mladih projektnih menedžerjih je ravno bil projekt z podjetjem Skaza. Tam smo v bistvu razvijali nov produkt organko 2.0 za njih. Jaz sicer nisem obetal, ne vem kaj iz tega projekta, da sem ga pač šel kot, vedete, ok, izziv me zanima, gre za taki produkt, ki ima potencial, dajmo nekaj narediti, dajmo nekaj pametnega narediti. In potem smo predstavitev na podjetju in so bili vsi vodje, so bili tam, tudi direktorji in najkrat je bilo, kaj pa vi počnete, naj bi vi ostali, pa jaz tako, ok. Jaz sem pa takrat že imel zrihtano prakso v bistvu v Južni Koreji, prek IAESTE, in pa v bistvu, kaj zdaj naredim. Sem se odločil za Skazo. Dva izziva imamo. Prvi izziv je, na list papirja napiši formulo za uspešnega študenta v obliki enačbe in jo razloži. Tak je. Ok. UŠ je uspešen študent. To pa imamo jaz študijske dejavnosti malo sem ob študijske dejavnosti. Študij V pa je kao študijske dejavnosti v smislu študija. To pomeni to, kaj je na faksu.
Ne, pol imamo 80% za moje pojme zunaj, 20% pa not, skupaj pa pečeš tega. Ok, odlično. Na hitro. Prvi izziv je opravljen. Okay, drugi izziv pa je vezan na tvoje delo in sicer izbrati si moraš 3 stvari iz tega lokala tukaj in ustvariti iz njih nek nov izdelek ali podjetniško idejo ali karkoli, kar bi se prvo spomnil. Pa dajmo razmišljati. To je skodelica za kavo, ne? Pa ima spodaj malo dvigljeno in not en taki prostor. In v ta prostor se lahko da not piškotek, se zapelje, ne? In tisti piškotek je del skodelice. Tu imaš pa tako zarezo, ki v bistvu ti ta sladkor se pol tako zahakla. In prije pol vse skupaj na eni. Cool. Na hitro. Ok, cool. Na hitro. No pa še dobiš en dodatni izziv, tretji izziv, da boš imel 3 upravljene. Zgodba tega. Kakšna je bila zgodba? Zgodba tega, piškot je lahko topel. To bi lahko bila zgodba. To pomeni, namesto da ti dobiš hladen piškot, je lahko piškot topel. In pol s tem je malo boljšo za uporabnika. Bravo, vsi 3 izzivi so upravljeni, tako da uspešen štrliči študent. Jo, hvala.